S kakšnimi aktivnostmi so se vključili v kampanjo in ali so šli res predaleč, nam bosta iz prve roke povedala Martin Nahtigal, predstavnik Slovenske škofovske konference in poslanka Gibanja Svobode Tereza Novak. Dobro večer obema. Dobro večer. Gospa Novak, katera dejanja katoliške cerkve konkretno so zmotile podpornike zakona, da ste se odločili za prijavo katoliške cerkve Inšpektoratu za notranje zadeve? Nam je veliko prebivalcev sporočilo, da so plakati, da jih nagovarjajo. Ne samo to, tudi na družbenih omrežjih se je oglasil gospod Stanislav Zore in to v času, ko že teče referendumska kampanja in mi kot demokratična država imamo celo zakon o volilni in referendumski kampanji, kjer je jasno določeno, da če nekdo izvaja propagando z namenom, da nagovarja ljudi, kako in ne glasujejo na referendumu, bi to mogla biti prijavljena referendumska kampanja. In ne Nadškofija Ljubljana, ne gospod Stanislav Zore kot fizična oseba nista prijavljena v kampanjo, v resnici pa prav zelo agresivno nagovarjajo ljudi, celo več, zelo vabijo jih oziroma jim ponujajo prevoze na volišče, če bojo glasovali proti, in nam se zdi to za nekoga, ki se postavlja kot neka moralna avtoriteta in z te pozicije vabi ljudi in nagovarja ljudi, nepoštena igra. Kaj pravite na te argumente? No, poglejte, potrebno je poznati stvari. Namreč katoliška cerkev ni ena pravna oseba, to ni ena firma. V Sloveniji pred zakonom ima katoliška cerkev urejen status z več kot 1000 pravnimi osebami in nekatere od teh so se prijavile pač v volilno kampanjo, ene izmed 33 organizatorjev, in tukaj ne vidimo nobenega problema, kajti te plakati, ki se omenjajo, na njem je jasno in očitno napisano, kdo je naročnik, kdo je te plakate naredil, kdo jih je izobesil, in ta pravna oseba je prijavljena kot organizator. Kar se tiče pozivanja glede voženja na volišča in tako naprej, pač je dejstvo to, da je to bila pobuda strani mariborskega škofa, ki je predsednik Slovenske Karitas, in Karitas je ravno tako prijavljena kot eden izmed organizatorjev. Tako da z tega vidika katoliška cerkev, če jo tako imenujemo, s svojimi pravnimi entitetami, tistimi, ki so prijavljene v volilno kampanjo, absolutno spoštuje zakone in volilno zakonodajo. Kar se pa tiče javnega izražanja mnenj, je treba opozoriti na nekaj. Namreč smo demokratična država in naša ustava jasno pravi, da je cerkev in država ločena. Ampak to ne pomeni, da je cerkev in ljudje z mnenji izločena iz javnosti. Namreč verujoči smo tudi davkoplačevalci in želimo izražati svoje stališče. No, ampak izhajati iz pozicije nekoga, kot je gospod Stanislav Zore, in ne biti prijavljen in ravno tako agitirati ljudi in javno objavljati, pač ni to, kar ste govorili. On ni prijavljen kot fizična oseba v kampanjo. On ne rabi biti prijavljen kot fizična oseba v kampanjo zato, da izraža stališča. Kot drugo je prijavljen Zavod pastoralne službe Ljubljanske nadškofije, kamor on definitivno spada. Tako da z tega stališča ne gre za kršitev zakonodaje. V bistvu gre za neko refleks politične levice, ki pač ne vidi tega, da si verujoči katoličani želimo biti del civilne družbe in smo del civilne družbe in izražamo svoje mnenja. In kadar tudi gospod premier večkrat pravi, da je dobro, da se civilna družba aktivira, da sodeluje v razpravah in tako naprej, sedaj se aktiviral del civilne družbe, ki pač temu zakonu nasprotuje. Nihče ne oporeka izražanju mnenj, ampak kot sem rekla, mislim, da gre tle za kampanjo, ki ni prijavljena, in zato mislimo, da je prav, da inšpektorat to pogleda, zato smo tudi prijavili. In mi se te prijave veselimo in bomo lahko te očitke vse ovrgli. Hkrati pa ponavljam, gre za tudi nek način, namreč, če bi do nas pristopili in bi se pogovarjali o teh morebitnih očitkih in bi ta pojasnila dali, bi bila nobene potrebe za prijavo. Tako da je ta prijava v bistvu, glede na to, da vse stvari lahko pojasnimo in da so vse stvari v skladu z veljavno zakonodajo, jih lahko doživljamo tudi na nek način kot poskus nekega ustrahovanja in porivanja katoličanov nazaj v zakristije. Gotovo ne. Gre samo za pošteno igro. In jaz mislim, da tle moramo biti transparentni in da moramo govoriti, da moramo delati tisto, kar piše v naših zakonih, in da je absolutno prav, da se tega vsi držimo. In mi se tega držimo, tako da. Najlepša hvala obema, da ste bili naša gosta. Hvala. Hvala.